Vesela novica prihaja iz Avstralije, kjer so lastniki po večjih letih končno našli svojega pobeglega ovna. Ta je sam živel v avstralski divjini in je ob povratku v civilizacijo zgledal takole. To me spominja na takrat, ko sem takšen odšel v gozd in se po več mesecih življenja vrnil takšen. A vidite, neobrit, nedopustno, fuj. Za razburjenje na družabnih omrežjih pa je ta teden poskrbela britanska družina, ki je kampirala na robu enega izmed lokalnih klifov. Dobesedno na robu enega izmed klifov. V svoji izkušnji so dejali, da je razgled sicer fenomenalen, ampak ker pa po noč scat, moraš pa res paziti, kam stopiš. Za hitrostni rekord tedna je poskrbel 88-letni Francoz, ki so ga policisti ujeli pri divji vožnji s kar 191 km/h. Policistom je svoje divjanje pojasnil z besedami, da zamuja na cepljenje proti koronavirusu. Zgleda se je gospod resnično odločil, da ne bo umrl zaradi covida. Zdaj, ker gre za penzionista, smo se ob tej novici samo še bolj presenetili, ker nismo vedeli, da gre Clio lahko tako hitro. Zdaj pa dobra novica za vse, ki nimate dovolj denarja, da bi si privoščili oddih. Kmalu boste lahko na dopust odšli popolnoma brezplačno. In to malo dlje, kot samo do Poreča. Namreč v vesolje. Poglejmo kako. Japonski milijarder Yusaku Maezawa se je odločil, da 8 ljudem iz celega sveta ponudi sedež na poletu okoli Lune. Kdo bodo pogumni srečneži, ki bodo imeli priložnost videti Zemljo in Luno iz vesolja, bo odločil Maezawa. No, s sopotniki bo na izvenzemeljsko potovanje odpotoval leta 2023. Japonec prijave zbira do 14. marca. Na brezplačni polet okrog Lune se sicer pričakuje velik naval, čeprav se večina kandidatov poleta vseeno boji. Ne toliko, ker gre za najdaljše človeško vesoljsko popotovanje, pač pa predvsem, ker bo voznik Azijec. Lastnik podjetja SpaceX, ki bo polet izvedlo, sicer zagotavlja, da bo vse v redu. Musk miri, da bo misija Dirmun leta 2023, ko je načrtovana, varna. I'm highly confident that we will have reached orbit many times with Starship before 2023 and that it will be safe enough for human transport by 2023. It's looking very, very promising. V nepovezanih novicah raketa podjetja SpaceX je ta teden eksplodirala ob pristanku. Ne pozabite, rok za prijavo je 14. marec. Še ena iz naše atmosfere, v zemeljski orbiti so pričeli z gradnjo prvega vesoljskega hotela, imenovanega Voyager Station. Prve goste naj bi sprejel že čez 6 let, cene pa zaenkrat letijo v nebo in bodo najbrž astronomske. Ne vem, kakšen bo na tej višini razgled, ampak stavim, da vam bo ob pogledu skozi okno vzelo dih. Predvidevam pa tudi, da zajtrk ne bo kontinentalen. Kjeri hudi joki so pa to danes. Gre za prvi objekt, ki bo dejansko zgrajen v vesolju in posledično tudi za prvi objekt, okrog katerega bojo krožili delavski kontejnerji. Za športno zgodbo tedna pa je poskrbela argentinska košarkarca Antonella González, ki je svojo 11-mesečno hčerko podojila kar na klopi med tekmo. Meni se njeno dejanje ne zdi tako odmevno, no. Veliko bolj zanimivo bi bilo, če bi dojila med zabijanjem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.